Lepo pozdravljeni in dobrodošli na informativnem dnevu Visoke šole za računovodstvo in finance. Z vami sva danes s sodelavko Mojco Majer, ki bo tudi potem tekom predstavitve predstavila še nekoliko bolj podrobno mednarodno in projektno pisarno. In pa moje ime je Darinka Kamenšek, sem dekanja Visoke šole za računovodstvo in finance, tudi predavateljica in vam bom poskušala zdaj predstaviti vse naše študijske programe pri nas na šoli. Za ta namen sem pripravila tudi prosojnice, da bomo lažje sledili, zato bom zdaj delila ekran in vas mogoče nekaj časa ne bom tako dobro videla. Mojco bom pa prosila, da če se še nam kdo pridruži, da ga spusti bom rekla, kanal, da bo lahko spremljal našo predstavitev. Torej, res dobrodošli na Visoki šoli za računovodstvo in finance. In ker sem vam na začetku že postavila vprašanje, za kateri študijski program se zanimate, in smo ugotovili, da ste, bom rekla, zelo široka publika, za vsako področje je nekdo, bomo na hitro šli vse programe skozi in potem bo seveda na koncu čas za vprašanja, če ne bom na karkoli že tekom predstavitve odgovorila. Pa seveda najprej mogoče vprašanje, zakaj postati strokovnjak s področja računovodstva in financ. Verjetno ste si, preden ste se odločili, da bi, ali pa ste razmišljali, da se vpišete k nam na šolo, ste si verjetno postavili to vprašanje. Tukaj vam podajamo nekaj odgovorov, vsekakor, ker želite vplivati na odločitve v podjetju, ali želite postati svetovalec poslovodstvu, ki se skupaj z njim odloča o prihodnosti podjetja, ali želite postati vodja finančno-računovodske službe, in ker veste, da zgolj knjiženje prejetih računov ni poslanstvo dobrega računovodje, že 86% vseh funkcij v računovodstvu bi lahko avtomatizirali, tako da je vključevanje računovodstva v poslovanje v smislu priprave informacij za poslovno odločanje in pa pripravo predlogov za odločanje ključnega pomena. Prednosti in koristi za slušatelje naših programov je vsekakor v tem, da ponujamo aktualne vsebine s področja računovodstva in financ. Slušatelji tako hitro pridobijo in nadgradijo informacije, ki jih potrebujejo pri svojem delu, in to znanje takoj lahko aplikativno uporabijo v praksi. To pa predvsem zaradi tega, ker so naši predavatelji strokovnjaki svojega področja in se vsakodnevno ukvarjajo s vprašanji, ki jih predstavljajo. Velikokrat rečemo, da dopoldne predavatelji delamo na svojih področjih, to se pravi v računovodstvu, financah, davkih, popoldne pa to znanje v predavalnici prenašamo naprej. Izobraževanja so podkrepljena s koristnimi pripomočki, ki jih lahko potem slušatelji uporabijo pri svojem delu. Torej, kako postati dober računovodja ali finančnik? Pri nas na šoli imate dve možnosti. Ali se priključite študijskim programom in pridobite formalno izobrazbo, ali pa se priključite izpopolnjevalnim programom in pridobite certifikat z določenim nazivom. Pa si poglejmo, kaj vse ponujamo. To se pravi, najprej, če začnem z dodiplomskim študijem, kjer ponujamo 3 smeri: računovodstvo, finance, in letos prvič začenjamo v tem študijskem letu z novo smerjo računovodstvo in finance v javnem sektorju. To se pravi, tisti, ki razmišljate o dodiplomskem študiju, imate po prvem letniku možnost izbirati med 3 različnimi smermi. Potem je magistrski študij, ponujamo smer forenzične preiskave v financah in računovodstvu, tudi edinstven študij, smo edini v Sloveniji, ki ponujamo to smer študija na magistrskem študiju. In potem vam ponujamo še 4 izpopolnjevalne programe, kjer dobite naziv certificiran poslovodni računovodja, certificiran preiskovalec prevar, certificiran strokovnjak za obračun plač
In tudi letos prvič izvajamo skupaj z Zbornico davčnih svetovalcev tudi izobraževanje za davčnega svetovalca Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Pa gremo lepo po vrsti in si bomo pogledali vse programe vsakega zase, predtem pa seveda še, kaj je skupno vsem našim študijskim programom. To je absolutno ta kreativnost pri študiju, da vso gradivo, ki ga boste uporabljali ali pa ga boste potrebovali pri študiju, odloženo v e-učilnico ali je dosegljivo potem tudi v naši knjižnici. Veliko praktičnih primerov, ki se rešujejo v skupinah, z seminarskimi nalogami in pa tudi domačimi nalogami rešujete svoje probleme v podjetju, ker smo že na začetku rekli, smo zelo praktično usmerjeni. Razpoložljivost predavateljev. Predavatelji so vam na razpolago ne samo seveda tekom predavanja, tudi, bom rekla, med posameznimi predavanji v okviru spletne učilnice oblikujejo forume, kjer lahko sprašujete, komunicirate s predavatelji, tudi komunicirate med seboj in si tako pomagate pri reševanju problemov. Pravimo, da je naš študij tudi po meri študenta, zaradi tega, ker nekako se z urnikom zelo poskušamo prilagoditi vašim obveznostim, tako da so vsaj na dodiplomskem in magistrskem študiju in pa na 2 certificiranih oziroma izpopolnjevalnih programih predavanja popoldne od 16:30 do 8. ure zvečer. Vsa predavanja se nekako tudi posnamejo in se posnetki predavanj potem odložijo v spletno učilnico, kjer jih lahko študent pogleda do 3. izpitnega roka, kajti za vsak predmet so na razpolago v študijskem letu 3 izpitni roki in to se pravi, do 3. izpitnega roka je posnetek na razpolago in lahko tako utrjujete znanje. To se pravi, seveda je dobrodošlo in zaželeno, da prihajate v predavalnico, ker boste tam čisto drugačen stik lahko vzpostavili in s predavatelji in med seboj. Če vam pa to službene obveznosti ne dopuščajo, prisotnost na predavanjih ni obvezna, da bi vas zaradi tega karkoli obremenjevalo ali vplivalo na to, kako boste opravili izpit, potem pač sami poslušate predavanja in morebitna vprašanja, ki se vam pojavljajo s predavateljem ali z vašimi sošolci, rešujete preko foruma ali kakorkoli drugače. Predavanja potekajo med tednom v popoldanskem času, sem omenila, to se pravi nekako od ponedeljka in vključno s četrtkom, ob petkih in vikendih pri nas ni predavanj, kdaj v petek, mogoče izjemoma, če se o tem posebej dogovorite s predavateljem, včasih je to kakšno utrjevanje snovi pred izpitnim rokom. Vsekakor vidimo tudi našo šolo kot prostor za zaupanje in nadaljnje sodelovanje, saj se tukaj pletejo, bom rekla, tudi potem kolegialni odnosi in si potem tudi pomagate na nivoju in rešujete probleme, ki jih imate v službi. Rekla sem elektronska študijska literatura in pa tudi imamo svojo knjižnico, zelo bogato knjižnico, ki smo jo poimenovali po profesorju doktorju Ivanu Turku, ki nam je tudi veliko svoje literature in pa gradiva, ki jo ima v svoji privatni knjižnici, tudi podaril. In pa dobite na koncu izobrazbo ustrezne stopnje, seveda glede na študijski program, ki ste si ga izbrali. To so nekako, bom rekla, vse skupne točke naših študijskih programov. Dodiplomski študij, kot smo rekli, imamo 3 smeri, računovodstvo, finance, računovodstvo in finance v javnem sektorju. Raven izobrazbe, ki jo pridobite, je 6/2, študij traja 3 leta. In seveda to se pravi, imate izpite, poslušate predmet, imate izpite, opravite prakso in pa napišete diplomo. Zdaj, predavanja si sledijo praviloma tako, da poslušate predavanje in potem je čez 3 tedne, 4 tedne, odvisno od obsežnosti predmeta, tudi izpit. Hkrati mogoče poslušate 2 predmeta,
tako da 2 predmeta poslušate, potem imate izpit. Seveda v tistih 3 tednih, ko se vi pripravljate na izpit ali pa imate čas za izpit, sicer ni prostega teka, se začnejo že predavanja za drugi predmet, ampak nekako vsi predavanja sledijo. Praksa, če že delate na področju računovodstva in, bom rekla, znanje boste sproti integrirali v svoj, delovni proces, vam je lahko praksa priznana. Tu pač date potem posebno vlogo in obravnava komisija za to, če je vaša praksa, kjer ste pač zdaj zaposleni in kaj ste delali, ustrezna, seveda vam mora vaš delodajalec to potrditi. Če pa niste trenutno na delovnem mestu, ki ustreza smeri študija, pa boste prakso morali opraviti, v tem primeru ali si jo poiščete sami, če imate težave s tem, vam tudi mi pomagamo poiskati prakso, da potem tudi to študijsko obveznost opravite. Na koncu, ko končate, seveda z diplomo, dobite naziv diplomirani oziroma diplomirana ekonomistka. Zdaj, če pogledamo, ker smo rekli, da imamo 3 študijske smeri, kakšne so razlike med predmetniki študijskih programov. Zdaj, prvi letnik je za vse enak, ker v prvem letniku dobite neka bazna znanja, potem pa se, bom rekla, glede na smeri računovodstvo, računovodstvo in finance v javnem sektorju, seveda začnejo predmeti razlikovati. Tako na primer pač v smeri računovodstva je večji poudarek na računovodstvu, tako imate upravljalno poslovodno računovodstvo, zahtevnejša področja finančnega računovodenja, organizacija računovodstva in financ po podjetju, stroškovno računovodstvo, računovodsko poročanje. Medtem ko pri financah se boste bolj osredotočali na finance, boste poslušali predmet osebne finance, zahtevna poglavja iz analize poslovanja, spoznali se boste s finančnimi inštrumenti in borznim poslovanjem, obvladovanju finančnih tveganj, financiranje rasti podjetja in tako dalje. Računovodstvo in finance v javnem sektorju je spet čisto svoje področje, predvsem vezano na to, ker pač je razumevanje sistema malo drugačno, zato se boste seznanili z računovodstvom v javnem sektorju, kako sploh javni sektor deluje, upravno pravo in postopek, državni proračun, občinski proračun, proračun EU, poslovanje proračunskih uporabnikov. Dotaknili se boste tudi evropskih sredstev v Sloveniji, nadzoru javnih financ, javno naročanje. To se pravi, vidite, da je pač res v vsaki smeri potem v 2. in 3. letniku vedno bolj, bom rekla, greste v globino smeri, ki ste si jo izbrali. Magistrski študij sem že omenila, da smo prvi in edini v Sloveniji, ki izvajamo program forenzičnih preiskav v financah in računovodstvu. In študij je namenjen vsem tistim, ki so malo detektivi po svoji naravi, če lahko tako rečem, čeprav je sam študij namenjen predvsem ne toliko v odkrivanju prevar kasneje, ko so že nastale, ampak v vzpostavitev takšnega sistema delovanja notranjih kontrol v podjetju, da preprečujejo prevare. To se pravi, je bolj preprečevalno naravnan študij, kot pa samo odkrivanje prevar, čeprav se dotaknete ene in druge teme. Magistrski študij je 2. bolonjska stopnja, raven izobrazbe, ki jo pridobite, je 7. Trajanje študija je 2 leti, tukaj spet potem izpiti, poslušate predmet, izpiti po enakem sistemu, nekje 2 predmeta hkrati poslušate, potem imate nekaj časa za ten izpit in na koncu še napišete in zagovarjate magistrsko nalogo. Naziv, ki ga pridobite, je magister, magistrica financ in računovodstva. Koliko je šolnina za študijski program? Če pogledamo najprej dodiplomski študijski program, šolnina znaša 2850 € na leto oziroma 3050 €, če se odločate za kombinirano obliko študija. Kaj pomeni zdaj, bom rekla, normalna oblika študija in kombinirana oblika študija? Pri kombinirani obliki študija pomeni, da lahko tudi izpite delate na daljavo, in pa tako, kot sem že rekla, pač poslušate posnetke predavanj, ne hodite na predavanja v živo, ampak tudi vsi ostali, ki normalno hodijo na predavanja, imajo možnost poslušati posnetkov, le da pri normalni obliki študija se prihaja potem na izpit v predavalnico.
Sama šolnina je sestavljena iz vpisnine, teh 200 evrov plačate v trenutku vpisa, potem je pa ta šolnina, ki je seveda odvisna zdaj od tipa študija, ki ga izberete, in potem je lahko ta šolnina plačate v enkratnem znesku, potem imate še 50 evrov popusta ali pa si jo razdelite na 10 obrokov, pač odvisno glede na vaše, pač finančne zmožnosti. In na koncu, v 3. letniku, še plačate pristop k diplomski nalogi 500 evrov. Za magistrski študij, to se pravi, tudi tu ponujamo normalno in kombinirano obliko študija, zato cena v enem primeru 3350 evrov na leto, v drugem 3550. Razdeljena je na vpisnino 350 evrov in potem šolnina 3000 oziroma 3200 evrov. Tudi tukaj ob enkratnem plačilu nudimo 50 evrov popusta ali pa razdelitev na maksimalno 10 obrokov. In na koncu še pristop k magistrski nalogi 750 evrov. Kaj vse je všteto v to šolnino? Seveda, poleg izvajanja študijskega procesa, obiskovanja predavanj, da lahko pristopite 3-krat, na izpit v študijskem letu, je to tudi članstvo v naši knjižnici, 30% popust na vsa ostala izobraževanja, ki jih organiziramo. Po končanem študiju se vključite v alumni klub, kjer se naprej še lahko družite z ostalimi študenti. Neposreden kontakt s predavatelji, ki so strokovnjaki iz prakse. Velikokrat nam študentje poročajo, da pridejo do koristnih informacij, nasvetov preko predavanj, ker postavljajo vprašanje iz lastnih problemov in potem rešujejo svoje lastne probleme tudi na predavanjih, kar je seveda koristno tudi za ostale slušatelje. In zveste od en drugega, kakšnimi težavami se kdo srečuje v praksi. Kontakt z ostalimi računovodji, ki študirajo na VŠR, to se pravi, v bistvu si naredite neko mrežo, računovodij tudi ostalih, ki pri nas študirajo. Ob vsem tem vam ponujamo tudi veliko obštudijskih dejavnosti, kot so raziskovalni projekti, po kreativni poti do znanja, udeležbe na konferencah, seminarjih in delavnicah. Vsako leto, na primer, smo soorganizatorji tudi forenzične konference, to se pravi konference o forenziki, vedno jo nekje tam konec oktobra, v novembru izvajamo. Tam ste dobrodošli, študentje imate tudi popust, prav tako lahko sodelujete z zanimivimi strokovnimi prispevki, mogoče kakšno seminarsko nalogo ali karkoli. Če kakšen profesor presodi, da je zelo zanimiva tema, vas spodbudi, da iz tega napišete ali članek ali, prispevek za konferenco. Potem so tu mednarodne izmenjave in objavljanje strokovnih člankov v naši reviji, to se pravi, tudi mi izdajamo revijo Poslovodno računovodstvo, kjer zelo spodbujamo, da tudi objavljate vi, predvsem, če že napišete seminarsko nalogo, je ta dobra, skupaj potem z vašim, predavateljem to oblikujete v članek in tako se srečujete tudi z objavljanjem, kar je zelo koristna vsebina. Na tem mestu bi jaz zdaj, prosila, kolegico, samo da jaz neham deliti ekran, Mojco Majer, da nam malo več pove ravno o tej obštudijski dejavnosti. Mojca, pa ti predajam besedo. Hvala, tako lepo pozdravljeni še z moje strani. Sem Mojca Majer in delujem predvsem iz mednarodne in projektne pisarne VŠR. In, v bistvu naša dejavnost, tako kot je že, kolegica Darinka, omenila, je predvsem usmerjena k temu, da, večamo učinke, večamo študijske učinke na naše ciljne publike. In študenti ste tukaj ena od naših osrednjih ciljnih publik in z razpisi, z aktivnostmi in s projekti, ki jih v mednarodni in projektni pisarni pridobivamo, se predvsem trudimo študentom omogočati sodelovanje pri takih aktivnostih, ki bodo pač večali in krepili tisto
kar jim morda manjka ali pa bi bilo treba še dodatno razviti. Seveda, je tu zelo primarno za vse ciljne skupine študentov to mednarodno sodelovanje. Dandanes je poslovanje zelo vezano na neke mednarodne tokove, je mednarodno vpeto in čeprav se zavedamo, da računovodstvo in finance pogosto nekako se odvijajo po nacionalnih zakonodajah in standardih in tako naprej, pa se dandanes nekako ne moremo več izogniti, da bi tudi mednarodno sodelovali oziroma se vse zavedali tega mednarodnega okvira. Zato tudi v projektni in mednarodni pisarni seveda dajemo poudarek na mednarodno sodelovanje in mednarodne projekte. Razvijamo pa tudi nacionalne projekte, pri katerih je mogoče večji poudarek pri pridobivanju praktičnih izkušenj za tiste študente, ki morda niste predhodno zaposleni. Kakorkoli že, kot sem že na začetku povedala, se zelo prilagajamo vašim potrebam in dejstvo je, da večina naših študentov je že zaposlenih oziroma ima družine in si ne more privoščiti nekih dolgoročnih mobilnosti. Vsi ste verjetno že slišali za Erasmus plus izmenjave in mobilnosti, kjer lahko odidete za par mesecev do enega leta na prakso v tujino ali pa na študij v tujino. Seveda to vse našim študentom ponujamo in z veseljem vas popeljamo na takšno izkušnjo, ampak dejstvo je, da večini takšna aktivnost nekako ne ustreza glede na to, kje se v življenju nahajate, in zato dajemo res velik poudarek na razvijanju drugih aktivnosti, ki bi nadomestile to, da se ne morete udeležiti dolgoročne izmenjave, vendar pa bi enakočasno vam prinesle iste učinke. Z tega vidika razvijamo kratkoročne mobilnosti, kombinirane mobilnosti, to so recimo mobilnosti, kjer greste za en teden v tujino in naslednja 2 meseca še sodelujete z tisto šolo, kjer ste bili na mobilnosti, vendar od doma. Razvijamo pa tudi en večji projekt, kjer fizična mobilnost sploh ne bo potrebna. In to je projekt, v katerem razvijamo mednarodne digitalne simulacije trajnostnega poslovanja. Na tem mestu bom pa vam jaz še malo pokazala našo spletno stran in ga predstavila s pomočjo spletne strani. Zdaj predvidevam, da nekateri ste našo spletno stran že obiskali, ko ste se za nas zanimali. Poglejte, ne, to je tale osnovna vstopna stran, nekaterim je že znana. Tukaj si lahko v bistvu pogledate vse te stvari, o katerih smo že govorili, od študijskih programov do certificiranih pa nekih dodatnih aktivnosti. Z vidika mednarodne pisarne pa je zanimiva ta Enconza mednarodna pisarna. In tukaj je v bistvu popisano kar dosti tega, kar sem že povedala v podrobnosti. Zdaj te virtualne mobilnosti zelo intenzivno razvijamo in kombinirane tudi od tega leta naprej, tako da morda vseh informacij še ni tukaj dostopnih. No, v okviru projekta SOS-IB oziroma učne simulacije trajnostnega mednarodnega poslovanja pa razvijamo v bistvu digitalne mednarodne simulacije, razvijamo orodje, preko katerega se boste lahko študentje v okviru predmetov povezovali med posameznimi predmeti oziroma tudi s študenti iz drugih šol, iz tujine ali pa iz Slovenije, in skupaj reševali v bistvu simulirane, ampak zelo resnične probleme, ki se lahko pojavijo v podjetju. V teh simulacijah boste vi prevzemali vloge računovodij, finančnikov oziroma funkcije predmeta, s katerim se boste v simulacijo vključili, bo pa sama simulacija pogosto tudi povezana s kakšno drugo šolo, ki bo dala morda davčnike, pravnike in tako naprej. Seveda, tu gre za večji mednarodni projekt, ki ga šele razvijamo, več o njem si lahko preberete na spletni strani. V tem hipu ga še testiramo, sam projekt še traja, ampak je tudi pričakovano, da se boste študentje, seveda tisti, ki boste želeli, ne bo obvezno, lahko vključevali že v tem šolskem letu. Morda bi tukaj nekako zdaj vse skupaj povzela. Pri sami predstavitvi sem dala morda več poudarka na te mednarodne aktivnosti. V preteklosti smo in še vedno bomo naprej razvijali tudi projekte, nacionalne projekte, ne vem, če ste že slišali za projekte po kreativni poti do znanja. To pa so recimo projekti, ki so bolj usmerjeni v študente, ki nimate praktičnih izkušenj. Se vam nudijo praktično vključevanje v reševanje nekega aktualnega, realnega problema iz slovenskega gospodarskega okolja.
Tako da v bistvu zelo se trudimo, razvijati aktivnosti, ki odgovarjajo študentom in ki večajo te učinke s čim manjšim angažmajem. Seveda nekaj truda je treba dati zraven, ampak tako, da res pač dobite čim boljšo izkušnjo tudi na podlagi tega sodelovanja. Če se boste vpisali na našo šolo, se bomo zagotovo že v jeseni slišali ali prek video ali prek kakšne ankete, ki vam jih pogosto pošiljamo z mednarodne pisarne, z namenom, da boljše spoznamo posamezno generacijo, potrebe in da prijavljamo boljše projekte in tako naprej. Zdaj bi pa predala besedo nazaj gospe Darinki, pa če boste imeli kakšna vprašanja, sem še tukaj, da tako. Hvala, Mojca. Bom zdaj spet jaz potem delila ekran, da nadaljujemo z predstavitvijo predvsem izpopolnjevalnih programov. No, zdaj smo pri izpopolnjevalnih programih in jih bom tudi po vrsti predstavila, ker vas je kar nekaj takih, ki se tudi zanimate za to. Prvi takšen program je certificiran poslovodni računovodja, ki ga za kratico poimenujemo CPR, primerljiv je z mednarodnima programa CIMA in IMA. Znanja, ki jih pa dobite, so pa za podporo odločanja, izdelavo analiz, pripravo računovodskih informacij, namenjen pa je menedžerjem, članov uprav in poslovodstvom za diplomirane ekonomiste, financ, prava, organizacije dela in drugih sorodnih področij. Potrebna izobrazba je srednješolska ali višješolska izobrazba ob ustreznih delovnih izkušnjah in v bistvu nekako program traja 1 leto in dobite na to naziv certificiran poslovodni računovodja. Prav tako se potem vpišete v register, če želite, na spletni strani imamo register certificiranih poslovodnih računovodij, tako da se lahko med seboj tudi povezujete. Drug takšen izpopolnjevalni program je certificiran preiskovalec prevar ali CPP, primerljiv je z mednarodno priznanim programom ACFE. Znanja so iz preiskovanja, preprečevanja, odkrivanja prevar v financah in računovodstvu, je za diplomirane ekonomiste, to se pravi ekonomije, financ, prava, organizacije dela in sorodnih področij. Prav tako se lahko vpišete za srednješolsko ali višješolsko izobrazbo ob ustreznih delovnih izkušnjah. In tudi ta program traja nekje 1 leto in pridobite potem naziv certificiran preiskovalec prevar in prav tako se lahko vpišete v register strokovnjakov. Zdaj, če ta dva programa nekako povežem z našimi rednimi študijskimi programi, bi lahko rekla, da je certificiran poslovodni računovodja bolj usmerjen v vsebine, ki jih ponujamo na dodiplomskem študiju, to se pravi v pripravo računovodskih informacij za podporo odločevalcem v računovodstvu, medtem ko certificiran preiskovalec prevar je bolj podoben vsebinam, ki jih ponujamo na magistrskem študiju, se že tudi, bom rekla, po imenu izhaja iz preiskovalec prevar. Oba ta dva izpopolnjevalna študijska programa, ki trajata 1 leto, znaša njuna kotizacija 2100 €, prav tako lahko plačate v 10 obrokih, od 2 do 10 obrokov. Cena vsebuje, to se pravi, študijsko literaturo in 3-krat opravljanje izpitov. Ravno tako v vseh teh je ta spletna učilnica, o kateri sem že govorila, kjer se nalaga gradivo. Prav tako imate potem 30% popust na vsa ostala izobraževanja, vpis v register strokovnjakov, neposreden kontakt s predavatelji in pa seveda tudi kontakt z ostalimi, ki študirajo v okviru teh programov. Zdaj, običajno pri teh dveh izpopolnjevalnih programih je vaš, bom rekla, predmetnik, urnik sestavljen tako, da se delno na nekaterih vsebinah priključujeta na predavanju
študentom dodiplomskega ali magistrskega študija, nekatera specifična znanja, ki so pa samo za ta izpopolnjevalni program, pa so potem v ločenih predmetih ali v konzultacijah, da dogradite to znanje. Tako da, ko boste dobili, bom rekla, vaš predmetnik, urnik, bo potrebno malo komunicirati, z veseljem vam pomagamo, kje se priključite, koliko kreditnih točk izberete pri posameznem predmetu, da potem sestavite vsa znanja, ki jih potrebujete pri teh izpopolnjevalnih programih. Potem pa imamo še dva malo krajša izpopolnjevalna programa. Prvega, ki ga bom predstavila, je certificiran strokovnjak za obračun plač. To je izpopolnjevalni program v obsegu 8 srečanj, izvaja se enkrat letno, v septembru do oktobra, je akreditiran in ima 10 kreditnih točk. Mogoče nisem pri prejšnjih dveh povedala, da boste imeli za občutek, ki trajata leto dni, imata 55 kreditnih točk, ta ima 10. Prav tako se lahko vpišete v register certificiranih strokovnjakov za obračun plač in potem zagotavljamo tudi redno izobraževanje za osvežitev znanja. Cena za ta izobraževalni izpopolnjevalni program je 1200 €. Začnemo 20. septembra 2023, to se pravi, malo manj kot 20 dni, že začnemo s prvim predavanjem v okviru tega programa. In pa že na začetku sem napovedala, da letos tudi prvič skupaj z davčnimi svetovalci Slovenije bomo izvajali tudi izpopolnjevalni program, kjer boste potem postali davčni svetovalec Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Je tudi izpopolnjevalni program v obsegu 10 srečanj. Praviloma se bo izvajal enkrat letno, september, oktober in pa seveda potem še naprej november. Je v fazi akreditacije, ta še ni akreditiran, ker ga letos prvič izvajamo in potem, ko bo izoblikovan program do te mere, ga potem tudi akreditiramo. Boste pa se lahko po končanem izobraževanju in seveda, če opravite izpit, tudi vpisali v katalog pri Zbornici davčnih svetovalcev. In tako bodo tudi potem zagotavljali bomo redna izobraževanja za osvežitev znanja za obnavljanje licence. Cena tega programa je 1800 € plus DDV. In kaj zdaj ta cena vključuje? Izvedbo predavanj in vaj, pisno gradivo k vsakemu predavanju, priprave pred izpitom in pa izvedbo preizkusa znanja. Specifika tega programa izpopolnjevalnega je tudi ta, da se vi lahko odločite in hodite na, bom rekla, izpopolnjevalni program in samo poslušate predavanja in potem ne pristopite k izpitu. Tu imate potem več različnih možnosti, lahko izberete in poslušate vsa predavanja, ki so nekako razdeljena v 8 modulov. Vse skupaj je sicer 10 srečanj, ker nekateri moduli so toliko obsežni, da so razdeljeni v 2 modula. In zdaj, če se odločite in boste poslušali vsa predavanja, je cena potem 1200 €. Potem ne pristopite k izpitu in ste samo, bom rekla, ali osvežili ali pridobili znanja. Če pa želite pridobiti to licenco in se vpisati tudi v katalog Zbornice davčnih svetovalcev, je pa seveda nujno, da naredite tudi izpit, izvedbo preizkusa znanja. Potem pa je seveda zelo priporočljivo, da tudi date te priprave na izpit skozi, ker se, bom rekla, vse obnovi, gre skozi, kar je res pomembno, da se potem ta izpit naredi. Lahko tudi poslušate posamezna predavanja in se odločite in si plačate in kupite posamezna predavanja. Bom rekla, zelo spet individualno po svoji meri si lahko ta izpopolnjevalni program oblikujete, le da so predavanja tako za strokovnjaka za plače kot za davčnega svetovalca v dopoldanskem času. To se pravi, medtem ko sem za vse ostale programe rekla, da so predavanja v popoldanskem času, sta ta dva krajša izpopolnjevalna programa v dopoldanskem času. To se pravi, ali ob 9 ali ob 10 se začne nekje 4 šolske ure. Drugače pa je ostali sistem enak, tudi tukaj posnamemo vsa predavanja, razen izjeme, v nekaterih primerih predavatelji ne dovolijo snemanja.
V tem primeru vas izrecno v urniku opozorimo, da predavanje ne bo posneto, in takrat vam priporočam, da si res vzamete čas in pač ali pridete v živo na predavanje, ali če bo predavanje na daljavo, da si organizirate, da lahko spremljate predavanje, ker v tem primeru vam pač posnetka ne moremo zagotoviti. Ni to veliko primerov, več kot 90% vseh predavateljev dovoli snemanje in so posnetki, so pa tu pa tam kakšni primeri in na to potem izredno opozorimo. Kdaj se lahko vpišem v šolo? Je ključno vprašanje. Zdaj seveda je čas, ko smo intenzivno v tem, da se vpisujemo. Saj vidite, so tudi roki, zdaj prvih rokov sploh ne bom več omenjala, ker so že mimo, to se pravi, vpisi tečejo zdaj in tečejo do 30. 9. 2023. Zdaj vsi tisti, ki razmišljate in se boste vpisali na dodiplomski ali magistrski študijski program, morate vpis opraviti preko EVŠ. To je slovenski portal preko Ministrstva za šolstvo, kjer v bistvu vi oddate interes po vpisu. Mi potem, bom rekla, dobimo informacijo, da se vi želite vpisati k nam na šolo, in potem od nas naprej dobite povabilo k vpisu in potem se urejajo te zadeve. Tako da predlagam, da to čim prej uredite, ker nekaj časa traja ta postopek, da potem to mi uvozimo, vas povabimo k vpisu, mi vam potem povemo, katere, bom rekla, dokumentacije vse potrebujete, da naredite potem vpis do konca in da ste potem vpisani, ker nekako s 1.10. se pa predavanja potem začnejo. Vsi tisti, ki se vpisujete na izpopolnjevalne programe, pa imate, bom rekla, na spletni strani posebne obrazce, preko katerih se vpišete, tisti ne greste preko EVŠ-ja. To se pravi, tam poiščete obrazce in tam izpolnite stvari in se potem vpisujete na ta način. Zdaj, vpisi v višji letnik, to se pravi, to je spet aktualno za dodiplomski in magistrski študij, je seveda, ko izpolnjujete pogoje, ko ste zbrali dovolj kreditnih točk, tudi to imate na spletni strani objavljeno, se lahko vpišete potem naslednje leto v višji letnik. Tisti, ki ste mogoče končali že predhodno kako višjo strokovno šolo, se lahko po merilih za prehod in priznavanje predhodno pridobljenih znanj vpišete v drugi ali tretji letnik, je pač potrebno pogledati, kaj ste pridobili in na kak način. To je najboljše, da nas potem direktno kontaktirate in vidimo, za kateri letnik izpolnjujete pogoje, in potem to uredimo v tej meri. Imamo tudi poslovno enoto, če lahko tako rečem, v Mariboru, kjer lahko tudi se vpišete, imamo tudi referat v Mariboru, lahko tudi vse urejate. Tudi na izpite lahko prihajate v Mariboru, predvsem tisti, ki bi se odločili, da večino, ne vem, predavanj poslušate na daljavo, izpite boste pa prišli poslušati izpite boste pa prišli delati v živo, zato da boste imeli tisto nižjo šolnino, je to tudi možno v Mariboru. Medtem ko samih predavanj v Mariboru ne izvajamo, ker pač praviloma do zdaj ni bilo dovolj študentov za mariborsko področje. Mogoče se pa to tudi kdaj spremeni. No, še za zaključek bi zaključila, da smo zelo usmerjeni iz prakse za prakso, to se pravi, da povezovanje naučenega s svojim poslovnim okoljem, učenju na primerih iz prakse in pa vključevanje v praktične projekte. Večkrat smo te že poudarili, tudi Mojca je pred mano potem poudarila primere, ki vas lahko potem res vključujemo v praktične primere. Tako, tole bi nekako bila zdaj ta predstavitev. Tu še so naši naslovi, v Ljubljani se nahajamo na Stegnah 21C, v Mariboru na Partizanski cesti 26. Tudi telefonske številke so tukaj zapisane, najdete jih pa tudi vse na spletu, tako da zdaj bom pa jaz se vam spet pokazala oziroma nehala deliti prosojnice in sem vam z veseljem na razpolago za vsa vaša vprašanja,
za vsa vaša vprašanja, ki jih imate. Zdaj vidim nekaj v chatu, tako da bom tudi jaz že chat vklopila, drugače pa seveda, ker nas ni veliko, lahko komot vklopite tudi svoj zvočnik in vprašate. Tu vidim prvo vprašanje, ali morda že zagotovljena izvedba davčne šole. Zaenkrat še ne, ni še dovolj prijavljenih, tako da zbiramo prijave in upajmo, da se bo dovolj prijavilo. Ker mislim, da gospod Kolen, da vi ste že prijavljeni, ne? Če mi je v spominu prav, je primek. Zanima me predmetnik za magistrski program. Ja, predmetnik za magistrski program pa najdete na spletni strani, pa bom tudi jaz mogoče zdaj delila spletno stran, da vas malo podučim, kje najdete te stvari, da se boste lahko znašli. Samo trenutek, da si jaz tole pripravim. Tole, če pogledamo potem našo spletno stran. Tako, jaz upam, da vidite zdaj spletno stran. Tukaj, gledajte, pojdite na magistrski študij, enako bo veljalo za dodiplomski študij. Tukaj imate potem najprej opisano vse informacije, potem pa imate tukaj osnovne informacije, vpisni pogoji, pol imate tukaj pogoji za napredovanje, o čemer sem govorila, pogoji za dokončanje študija, ja, in čisto tu spodaj imate predmetnik magistrski program. Če boste kliknili na prvi letnik, se zdaj vidijo predmeti prvega letnika, to so pravni sistem in razumevanje prava, kriminološko raziskovanje in etika, prevare in njihovo preprečevanje, forenzične preiskave v računovodstvu, davčni sistem, davčne prevare in tako dalje, da ne prebiram vsega. Če vas podrobno zanima, kaj je vsebina predmeta pravni sistem in razumevanje prava, boste tukaj kliknili na opis predmeta in vas poda na podrobnejše vsebino in si lahko tudi tukaj vidite, da je nosilec predmeta dr. Bojan Tičar, kaj je vsebina, kaj so cilji, kompetenci. Tukaj potem dobite tudi akreditiran učni načrt, to je obrazec, po katerem je potrebno pač izvajati ta predmet. To se pravi, tako pridete do vsebine študijskih programov, enako potem predmetniki drugega letnika in pa tukaj še imate potem tudi predmetniki drugega letnika, izbirni predmeti, kaj vse vam je na voljo. Zdaj, pri izbirnih predmetih je tako, mi vsako leto na začetku študijskega leta damo eno anketo in zberemo interes po poslušanju posameznih predmetov in potem glede na pretežnost se odločimo, katere predmete bomo izvajali. To se pravi, niso vsako leto na razpolago vsi predmeti, zato ker enostavno ni dovolj zanimanja, tako da bom rekla, vedno potem se nekako na osnovi te ankete izbere, kaj bomo izvajali. Imamo pa še eno novo vprašanje, in sicer, ali je razlika med kombiniranim študijem in običajnim zgolj možnost opravljanja izpita na daljavo? Ja, tako. Tisti, ki se odločite za kombinirano obliko študija, imate tudi možnost opravljanja izpita na daljavo. Tako. Ostalo je vse enako, to se pravi, tudi tisti, ki normalni študij plačajo, lahko poslušajo posnetke predavanj. Tudi vi lahko, ki plačate kombinirano obliko študija, lahko pridete v predavalnico, če želite. Samo bom rekla, ta dodatek si plačate, ker z izpiti na daljavo je veliko več dela za pripravo, mi rabimo tu, bom rekla, tudi potem tehnično pomoč, tudi ko se vi prvič prijavljate na taki izpit, je kar nekaj stvari potrebno preveriti, treba vam je naložiti določeno, bom rekla, opremo programsko, kot je exam browser in tako dalje, da se zagotovi, da izpit teče čim bolj, bom rekla, pod optimalnimi pogoji. Zato je potem pač ta študij dražji. Še kakšno vprašanje? Bom tudi vesela, če se kdo oglasi. Ja, pozdravljeni, bi pa jaz nekaj vprašala. Klavdija tukaj. Dober dan.
Dober dan, dober dan. Jaz se zanimam za certificiranega strokovnjaka za obračun plač. V računovodstvu še nimam nobenih izkušenj, zato sem se vpisala tudi za CPU računovodjo oziroma za NPK računovodjo, ki se začne 20.9. pač na eni drugi ustanovi, prek CPU-ja. Hkrati se pa začne tudi ta program pri vas, pa sem malo v dilemi, ali bi bila jaz to v bistvu, ali je smotrno, da oba izobraževanja hkrati naredim, S tem, da vi imate dopoldne predavanja, oni imajo popoldne, ampak glede zgoščenosti programa, to me zdaj bolj bega, A iti dve stvari naenkrat delati ali ne, Zdaj, vi imate to enkrat na leto, tako kot oni, Ja, razumem. Zdaj vam zelo težko odgovorim na to vaše vprašanje, ker čisto je odvisno, bom rekla, od vašega časa, koliko si imate čas vzeti za študij. Zdaj, tudi Trenutno ga tukaj imam dovolj. Prosim? Trenutno ga imam dovolj, pravim. Dovolj, Imam dovolj če imate dovolj časa, glejte, pol jaz mislim, da ni ovire, da ne delate dveh stvari hkrati, ker v bistvu, glejte, vi boste poslušali predavanja, pol bodo, tudi tu sta, bom rekla, nekako v dva vsebinska sklopa je razdeljeno najprej pravni del, potem je pa zelo računovodski del, ne. In po tem pravnem delu je potem tudi izpit, tudi je več izpitnih rokov, tudi če ne boste uspeli zdaj iti na prvega, lahko greste tudi kasneje, tako da tu ni ovir. Vi boste lahko tudi, če potem posnetke predavanj pogledali, bodo na razpolago, pri strokovnjaku za obračun plač, vse posnamemo, ni ovir pri tem. Tako da, če imate dovolj časa, jaz ne vidim ovir, ker je pa mogoče super, ker se dopolnjujete, ne, na drugem študiju boste dobili druga znanja, tu dobite res specialna znanja z področja obračun plač, tako da, če vam čas dopušča, jaz ne vidim potem tu zadržkov. V Ljubljani so predavanja v učilnici, a ne? Ja, tako. Prav, ja, se bom prijavila tu. Mislim, da bo šlo. Ja, Hvala vam. super. Prosim. Za pojasnilo. Še kdo, še kakšno vprašanje? Kar z besedo na dan. Zdravo. Zdravo, Dober dan. Elizabeta na tej strani. Mene pa zanima, jaz sem se sicer že vpisala k vam in sem vpisana v drugi letnik, smer računovodstvo. Zdaj pa jaz pa delam v javni upravi in jaz sem se že spomladi prijavila na to, pa takrat še ni bilo tega javnega, se je bilo rečeno, da bo potem naslednjo leto šele. Kaj se da to prepisati? Seveda se da. Super. Napišite mi mail, sploh ni nobene ovire, seveda lahko vas prepišemo, ker saj še študijsko leto se ni začelo, in če vas, seveda je pol bolj smiselno, da zberete to smer študija, če že delate v tem, pa verjetno tudi nameravate ostati v tej stroki. Ja, kar napišite na mail, lahko meni osebno ali na mail referatu in bomo to uredili, nobene težave. Najlepša hvala. Prosim. Hvala. Dober dan, jaz bi imela eno vprašanje. Namreč mene zanima, če bi lahko malo več povedali o tem, če sem jaz prav razumela, priznavanju že pridobljenega znanja. Kako to gre in kaj se lahko prizna, mislim, če je nekaj narejeno na osnovnem študiju tudi, ali kako to gre? Zdaj, govorila sem o praksi, to se pravi, če ste zaposleni v računovodstvu, pa študirate smer računovodstvo, potem vam je praksa lahko priznana. Če ste pa vi, na primer, študirali na neki drugi visokošolski ustanovi ali pa mogoče niste končali študija, ne vem zdaj, kakšna je vaša situacija, ali pa ste končali višješolski študijski program, pa bom vse primere povedala, pa boste videli, če se kje najdete. Če bi, na primer, končali višješolski študijski program, podobne smeri, na primer tudi iz računovodstva, ekonomije, karkoli, se po merilih za prehode lahko vpišete v drugi letnik in potem še pogledamo, katere predmete iz drugega letnika, ki so pri nas, ste vi mogoče že opravili na vaši višji šoli. Potem date vlogo za priznavanje izpitov
in date tudi učni načrt, kurikulum tega predmeta, ki ste ga tam poslušali, potrdilo o opravljenem izpitu in potem nosilec predmeta presodi, koliko vam je že priznano oziroma kaj še morate narediti. Zdaj praviloma, če ste končali višjo šolo, se delno izpiti priznajo, ne v celoti, zato ker vseeno nivo na visoki šoli je malo višji in je potrebno mogoče kakšna znanja dograditi. Če ste pa vi mogoče že bili vpisani na kako visokošolsko ustanovo, to se pravi, ki je po stopnji izobrazbi, kot jo boste zdaj tukaj pridobivali kot delali, že naredili neke izpite, pa tudi na enak, pa ne glede, pa niste tam končali študija, vseeno, pa ste opravili izpite, potem enako date vlogo za priznavanje, učni načrt, potrdilo, da je bil izpit opravljen in potem, če sta si vsebini predmetov podobni in ustrezni, praviloma se to prizna. Vedno pa v tem odloča nosilec predmeta, ne, ki pogleda, koliko so kompatibilna znanja, ki ste jih že pridobili in potem vam dobite sklep o tem. Ja, razumem, najlepša hvala. Jaz sem namreč končala osnovni študij na Fakulteti za menedžment v Kopru, pa sem pogledala, sem imela, ne vem, gospodarsko pravo predmet, potem pa delovno pravo, pravni sistemi pa sem mislim, so podobni kot ker jaz sem tukaj na vaši fakulteti se vpisala na magisteriju, pa sem zato mislila, če se kaj da. Ja. Hvala. Prosim. Še kakšno vprašanje? Ja, Tina tukaj. Jaz bi samo nekaj vprašala za tale program obračun plač. Zdaj me samo zanima, a to gradivo, mislim, teh 8 predavanj je, potem pa gradivo dobimo, ali mi moramo tudi druge knjige uporabljati za pripravo na izpit? Samo to me malo zanima. Ker na magistrskih drugih je treba kar orang študirati, tukaj me pa samo zanima, a tukaj dobimo kakšen fascikel gradiva ali moramo črpati iz drugih knjig, pa to se sami organizirati? Ja, zdaj pri strokovnjaku za obračun plač vi dobite elektronsko eno skripto, če bom tako rekla. Vsi predavatelji so nekako zbrali gradivo v eno tako skripto, ki si jo pač sami izpišete, če želite, elektronska. Zdaj, kot fascikla ne boste dobili, ne? Ker je v PDF obliki, vi si lahko to sami izpišete ali pa si pri sebi naložite na računalnik pa to študirate. Zdaj, da bi vi po neki drugi literaturi, knjigah rabili študirati, ne, ker je to izpopolnjevalni program, zagotovo vas pa bodo predavatelji napotili na zakonodajo, ki jo je treba preštudirati, to se pravi, boste dobili povezavo do zakonodaje, primerov in tako dalje, ne. Tako da, v glavnem, do vsega, kar boste rabili kot gradivo, vam bo v spletni učilnici na razpolago. Vas bo usmerilo, ne vem, to pa to zakonodajo pogledajte, pa tam je dostopna, tisti člen je treba pogledati. Seveda vedno ne pride vse na razpolago, ne. Tako da v glavnem dobite vse. Meni ni znano, da bi morali vi kakšne druge, vsaj ker to je res izpopolnjevalni program, praktičen, drugo je na magistrskem študiju, tam je treba tudi drugo literaturo naštudirati, ker je tudi nivo študija potem čisto drugačen, ne. Okej, saj razumem, saj sem hotela sem... Ja. Ja, v redu je, hvala. Saj sem samo toliko, da sem vedela, kak je. Meni jasno mi je, da ne bo noter cel ZDR pa vsi zakonodajo, da jo pač pogledamo, ne. Tako. Imamo pa še vprašanje v klepetu, in sicer, kako je s parkiranjem v dopoldanskem času? Kar 2 interesenta na odgovor. Kako je parkiranje v Stegnah, ali se po 16. uri sprosti? Ja, glejte, žal, parkiranje je pač v Stegnah tako, da je pač plačljivo, no, zdaj nekih, razen ne vem, če se znajdete kje drugje daleč, jaz ne poznam druge možnosti kot tam, da se parkira, ali Mojca, ti si bolj za Ljubljane? Jaz bi rekla tako, popoldne večinoma ni problema, pravijo študentje, da se da tako tudi kje tam parkirati, zdaj drugje so plačljiva mesta.
Dopoldne pa je res lahko v neposredni bližini problem, imam kake ideje, kje bi se dalo parkirati, morda tudi drugače, malo bolj dlje, ampak ne vem, to je potem na kakšnih morda parkiriščih v neposredni bližini, pri kakšnih nakupovalnih središčih ali pa kaj takega, ki niso za zapornico. Zdaj, to so seveda samo razmišljanja, ne bi v neposredni bližini nimam nekih, pač popoldne ni problema. Dopoldne pa verjetno kakšna plačljiva opcija bi bila, drugo pa ne. Pa še eno vprašanje imamo, ali je Ja. na dodiplomskem, boš ti prebrala? Ja, ali je na dodiplomskem programu veliko seminarskih nalog? Nekatere šole imajo poleg vsakega izpita tudi obvezno seminarsko nalogo, ki pa roke na srce vzame veliko časa. Če imate mogoče kakšen info. Ja, seveda imam info. Ja, seminarske naloge so pri večini predmetov obvezne, ampak so del študijskih obveznosti. To se pravi, vi iz seminarske naloge dobite del ocene. To se pravi, ni to samo pogoj za pristop k izpitu, ampak v bistvu seminarsko nalogo že opravite del izpita. Seminarske naloge so zelo praktično usmerjene, to se pravi, si vi poiščete, če ste zaposleni v svojem podjetju, neko problematiko, ki jo obdelate, potem iz vsebine predmeta. Če pa niste zaposleni ali pa nimate možnosti, pa se velikokrat tudi potem s predavateljem dogovorite, da vam pomaga neke podatke poiskati ali karkoli, da potem to seminarsko nalogo naredite. Se pa tudi, bom rekla, vedno več profesorjev odloča, da seminarske naloge nadomesti s kakšnimi projektnimi nalogami, da morate kakšno kompleksnejšo nalogo reševati, nadgrajevati skozi ves čas poslušanja predavanj. Ampak te obveznosti pa vsekakor so, ker to, bom rekla, je obveza po bolonjskem programu. Tako da tukaj moramo temu slediti. Ja, še dobro, super, hvala za to vprašanje. Tukaj piše Mira, sem pogledala urnik in bom prvi letnik magistrskega študija letos opravljala predmete drugega letnika, kaj ne? Ali lahko vmes opravljam predmete tudi iz prvega letnika, v kolikor so od prej posneti? Ja, glejte, res je, mi vsako leto ne izvajamo vseh predmetov v vsakem letniku, ampak se, bom rekla, vsako drugo leto, zdaj nekateri, ki so obvezni, se vsako leto izvedejo, nekateri ne. In zdaj magistrski študij je sploh taki študij, da si predmeti ne sledijo v zaporednem vrstnem redu, da bi bil pogoj, da vi en izpit opravite pred drugim, tako da vi boste res večinoma letos poslušali drugi letnik. Zdaj, če vam bo čas dopuščal, pa bi vi želeli kateri predmet še iz prvega letnika narediti, boste potem povedali, pa vas lahko vključimo v posnetke predavanj od lani. Ampak, glejte, mogoče začnete s tem, kar je res na urniku, ker boste videli, vam vzame kar nekaj časa, pa si mogoče potem za drugo leto pustite pa tisto, kar bo se drugo leto izvajalo. To je moj predlog, ne. Če pa boste videli, da zmorete, da bi še, pa seveda lahko tudi še dalje. Prosim. Še kakšno vprašanje? Mislim, da smo dobili. Vidiš? Ja, glede na to, da sem za prvi letnik že izbrala kombiniran študij in sedaj ugotovila, da mi ni to potrebno, ali lahko to izbiro spremenim za drugo leto. Seveda lahko tudi že letos spremenite. Če vi spoznate, da ne rabite kombiniranega študija, da vi lahko prihajate na izpite v predavalnico, še letos lahko to spremenite in se vam šolnina ustrezno zmanjša. Ne vem, zakaj bi plačevali več, kot je nujno potrebno. Ne? Ja, evo, lahko se tudi oglasim. Izvolite. Vas pa ne slišimo.
Gleda, da je slaba povezava, ne slišimo vas, Če Marija. lahko kombiniran študij, nisem vedela, da je samo razlika v izpitih, pa še za izpite lahko pridem. A se slišimo? Ne. Zelo vas prekinja, moram reči, da vsako tretjo besedo nekaj ulovim. Mogoče pa, če napišete vprašanje, ker je slaba povezava, ja. Nisem bila seznanjena s tem, da je samo razlika v upravljanju izpitov. Ja, samo to je razlika, ja. Tako da, glejte, če ne rabite tega, sporočite, pa greste na normalno obliko študija. Glejte, predvsem je ta kombinirana oblika, da boste malo razumeli ozadje, je nastala predvsem v času korone ali pa bom rekla še po koroni. Nekateri ljudje so imeli veliko zadržkov prihajati v predavalnico, kjer je več ljudi, in so nekako želeli tudi izpite na daljavo, da se zaščitijo, in to smo razumeli in smo nekako temu sledili in je bilo potem res to razlika. Zdaj mislim, da bo vedno manj, vedno bolj prihajamo spet v normalne tire, in če tega ne rabite, kar spremenite na normalno obliko. Še kakšno vprašanje ali smo izčrpali? Napisala bom mail, prav, velja, super. Ja, zdaj, če ni več vprašanj, potem bi vas jaz spodbudila, da se čim prej prijavite. To, kar ste si zadali, ker pravijo, kar v roku 72 ur ne uresničimo ideje, ki smo si jo zadali, potem nam nekako gre s poti, ne, tako da čim prej, ker potem, ko nekako začne, ko boste začeli, boste videli, saj gre, ne, boste not v toku in sledite dogajanjem in bo šlo, tako da čim prej se odločite in jaz bom zelo vesela, če vas lahko bomo pozdravili v naši sredini pri nas na šoli. Tako da vse dobro vam želim, pa se vidimo potem oktobra. Lep pozdrav. Hvala, nasvidenje. Nasvidenje.